Takole, drage gledalke, spoštovani gledalci, še zadnjič v tem koledarskem letu, lepo pozdravljeni v oddaji Poglobljeno, v kateri bo nocoj naša sogovornica, ministrica za kulturo Republike Slovenije, doktorica Asta Vrečko. Dober dan, dobrodošli. Dober dan, hvala. Kot vidimo tudi v prazničnih dneh še kar pestro na vašem ministrstvu, mogoče za uvod vaš komentar tega neljubega dogodka, ki se je zgodil v božičnem času, ko je moški narisal več kljukastih križev oziroma svastik. Kako kot ministrica komentirate to, kar se je zgodilo? Ja, te dogodki me vedno najprej res osebno globoko razžalostijo, kajti simboli antisemitizma z Tretjega rajha, nacistične Nemčije je nekaj, kar bi moralo zavedno izginiti iz zgodovine. Simbolizirajo največje zlo, kar je premoglo človeštvo, grozote, ubijanje, sistematično iztrebljanje ljudi, in glede na to, da skupina, ki je prevzela odgovornost, ves čas po svojih socialnih omrežjih žali, piše antisemitske, rasistične komentarje, na drugimi mislim, da je zelo jasno, čemu je bil to namenjen, da je svastika v tem primeru pač nažalost pomenila točno to, svastiko. In želim si, da bi ljudje v prihodnjem letu, v 2026 in vse naprej, dali sovraštvo na stran, da bi lahko živeli kot ljudje, kot soljudje, ki se morda ne strinjajo o kakih stvareh, ampak lahko skupaj prebivamo na tem planetu in ustvarjamo solidarno družbo. Takšni simboli sovraštva pa ne bi smeli imeti nobenega mesta nikjer v družbi. V nadaljevanju mogoče k temam, ki so bolj povezane tudi regionalno oziroma lokalno. Zdaj, ena od tem, ki je kar precej prahu dvignila v zadnjem obdobju, je ustanovitev javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. Celjski mestni svetniki so v prvem branju ustanovitev potrdili, niso pa se strinjali potem s hitrim postopkom in z drugo obravnavo, ki bo zdaj na sporedu na izredni seji 5. januarja. Zdaj mogoče za uvod, zakaj pravzaprav odločitev države, da gre v ustanovitev enega takšnega zavoda, kaj je osnovni namen oziroma njegovo poslanstvo? Ja, Zavod za sodobni ples je ustanovljen pravzaprav iz resnične potrebe plesne scene in kulturnega področja pri nas. Namreč to je eno izmed tistih področij, ki nima še svoje institucionalne oblike, eno redkih. In v Sloveniji imamo izjemne sodobne plesalce, društva, zavode, nimamo pa neke javne infrastrukture, ki bi to produkcijsko in pa razvojno podpirala. Zaradi tega smo to tudi umestili v naš nacionalni program za kulturo, ki je bil sprejet v državnem zboru, imamo v akcijskem načrtu, pridobili smo kohezijska sredstva v višini 4 milijonov ravno za to in dali tudi v proračuni v višini 500 tisoč evrov za naslednji 2 leti integralnih sredstev. Tako da imamo sredstva, imamo tudi pravzaprav sedaj že potrjen na vladi ustanovitveni akt. Odločili pa smo se, da gremo tukaj z 2 občinama, ki sta tudi zelo napredne na področju sodobnega plesa, to sta Celje in Nova Gorica. Namreč tudi v Ljubljani, Mariboru, pa Murski Soboti obstajajo različni festivali, plesna umetnost, kot tudi v Celju in Novi Gorici. In ti 2 občini sta bili pripravljeni skupaj z nami narediti en tak decentraliziran javni zavod, ki bo pomenil na nek način en unikum, da ga ustanovita država in mesti. Hkrati pa bo to omogočalo tudi dolgoročnejše, boljše delovanje, ker bo umeščen tudi v lokalno skupnost. Zdaj, mi na Ministrstvu za kulturi smo naredili ogrodje, se pravi sistem, temelje in pa zidove, tiste vse ostalo, se pravi notranji ustroj hiše, če smem tako reči, program in tako naprej, pa bo na vodstvu in pa na samem javnem zavodu, tudi v sozvočju z obema občinama. Tukaj smo hoteli ponuditi infrastrukturo, trdne temelje za razvoj naprej. Vse druge države, večina njih ima takšne javne zavode in mislim, da si ga Slovenija tudi zasluži, in vesela sem, da bo v Celju in Novi Gorici se to začelo, občinama, ki dasta veliko na kulturo in ki že zdaj podpirata razvoj sodobnega plesa.
Zdaj ponovadi se vse začne in konča pri denarju, ne? Tu je bilo kar veliko vprašanj tudi mestnih svetnikov, kakšne bodo finančne obveznosti občine glede tega zavoda. Lahko tu mogoče kaj bolj konkretno poveste, kaj čaka tu občino, če bo seveda v drugem branju, če bodo svetniki prižgali zeleno luč. Ja, v bistvu smo naredili predvsem tako, da občini boste dali zelo majhen delež sredstev, govorimo zgolj o 2 zaposlitvah, medtem ko in pa prostore, ki jih bo lahko tudi uporabljal javni zavod. Kajti na Ministrstvu za kulturo smo zagotovili finance, kot rečeno 560 tisoč evrov za 26 in 27, torej v obeh sprejetih proračunah in pridobili še 4 milijone kohezijskih sredstev, kar pomeni, da finance so stabilne, omogočajo tudi številne zaposlitve strokovnega osebja, plesalcev in to pomeni pravzaprav tudi za obe občini doprinos iz tega vidika. Kar smo mi v bistvu želeli tukaj strani občin je res da boste potem vsebinsko sodelovali, nudili infrastrukturo in pa seveda, da bojo ljudje, ko bodo hodili na predstave, tudi se odločili in šli v Novo Gorico, v Celje in tukaj razvijamo 2 novi ali pa pomagamo nadgradnji temu, kar na področju sodobnega plesa že obstaja. Verjamem, da bi se lahko na takšen ustroj v prihodnosti priključile še druge občine, kot rečeno tudi Maribor, Ljubljana, Murska Sobota je zelo napredna na področju sodobnega plesa. Kar se pa tiče partnerstva občine in pa države, je pa to že poznamo, recimo mi sofinanciramo v večinski meri recimo oba muzeja, zgodovinski in pa pokrajinski, pa praktično vse, kar se tiče gledališča, tako program kot zaposlitve v Celju, tako da tukaj imamo zelo dober in korekten odnos in mislim, da ni nobene bojazni, da bi karkoli šlo tukaj narobe, ker to je že čisto ustaljeno partnerstvo, ki ga mesto, v tem primeru pač v Celju in pa država že imata. Kaj pa sam prostor, ste imeli tu kakšne posebne zahteve, da to mora biti v Celjskem domu? Nekateri so v svetniških vrstah predlagali tudi Kajuhov dom, ki se zdaj v tem trenutku obnavlja. Mogoče beseda 2 še o sami lokaciji. Ja, tu je bil tudi predlog mestne občine, seveda, da bi lahko bilo to v Celjskem domu, namreč tam se že lahko takoj začne z delom, so tudi pisarne, kajti sam sedež zavoda bo v Celju in uporabo bo imel zavod tudi pisarne, medtem ko Celjski dom se pa šele prenavlja in iz tega vidika mislim, da je bil to zelo dober dogovor. Hkrati pa, kot rečeno, gre za odprto strukturo. Jasno je, da, ker morate vedeti, da sodobni ples v Sloveniji je na visokem nivoju. Tudi imamo številne mednarodne skupine, posamezne plesalce, ki delujejo in živijo v tujini tudi iz Celja in s tem, ko bomo tukaj odprli sedež javnega zavoda, bo to ena platforma, tako da se lahko produkcije tukaj delajo, da se lahko ljudje vračajo in zaradi tega, ker imamo sredstva, smo si želeli čim prej začeti z delom, ne pa odlašati v prihodnost. Kolikor vem, pa tudi Kajuhov dom ima zelo dobro vsebino, ki je nekako že začrtana, ne pomeni pa to, da ne bi prišli do sodelovanj v prihodnosti, absolutno ne. Ni pa tu bojazni, ki se je pojavljala tudi v teh razpravah in v lokalnih medijih, da bi na nek način pod narekovaji izrinili nekatere vsebine ali pa prireditve, ki zdaj domujejo v Celjskem domu? Ne, absolutno ne. Tukaj tudi sam javni zavod je predvsem namenjen temu, da krepi razvoj produkcije, torej tudi pomaga pri produkcijah, poveže tiste, kar je že narejeno. Gre za ustanovitev novega zavoda, da se vzpostavi in poveže ta plesna mreža, ki že obstaja in nudi podporo, tudi skrbi recimo za institucionalen razvoj. Jaz tukaj verjamem tudi v pogovorih z županom, da je bila odločitev zelo premišljena in tudi sam Celjski dom oziroma zavod v Celjskem domu ne potrebuje 24 ur na dan teh prostorov. Gre se predvsem tudi za prostore pisarn
in seveda, ko bo enkrat prišlo do celovite prenove, bo pa prenovljeno za vse potrebe. Že ste omenili tudi lokalne ustvarjalce na tem področju, zdaj ti so nekako v izjavah v medijih dejali, da se čutijo nekoliko prezrti oziroma da so bili nekako spregledani pri pogovorih o tem novem zavodu, tu mislim na Harlekin pa Plesni forum, tudi Studio Igen. Skratka, na kakšen način bodo v tem zavodu potem lahko sodelovali oziroma bodo na svoj račun prišli tudi lokalni ustvarjalci, ki že zdaj delujejo na tem področju? Predvsem gre tu za ustvarjalce, tiste, ki delajo tukaj ali pa v Novi Gorici, pa tudi drugje po Sloveniji. Namreč, ko ministrstvo ustanavljalo novi zavod ali kadar ga vedno ustanavlja, ga ne more ustanavljati za nekoga, ampak gre za neko platformo, na katero seveda se lahko potem, s katero vsak lahko sodeluje. In temu so tudi namenjena sredstva. Eno za zaposlitve, drugo pa za seveda program. In mi smo imeli tako v nacionalnem programu za kulturo, ki je bil v javni razpravi sprejet lansko leto, to umeščeno, potem v akcijskem načrtu, tu smo imeli tudi posvete prav na to temo po Sloveniji, pa tudi sam ustanovitveni akt je bil v javni razpravi, imeli smo pogovore in posvete, tako da do te mere je lahko bila seveda javnost vključena, tudi smo upoštevali različne pripombe strokovne javnosti, različnih društev, nismo pa seveda javnega zavoda, kajti gre za državni javni zavod v sodelovanju s partnerstvoma, z obema soustanoviteljicama občina, prilagajali enemu samemu zavodu, ampak to izključno zaradi tega, ker gre za infrastrukturo, za ogrodje, kjer bo potem lahko vsak sodeloval. Mislim tudi, da so prišli različni predlogi tudi iz celjske občine, pa tudi drugje, kajti tukaj gre res za to unikatno partnerstvo države in mesta, predvsem pa za to, da krepimo decentralizacijo. Namreč želeli smo, da v začetni fazi gre zavod v občini, ki sta na visoko razvitev kulturne, ki imata občinstvo, imata infrastrukturo ljudi, ampak da se začne to izven mogoče nekega glavnega mesta, ampak tudi v sodelovanju z tistimi, ki delajo tam, jasno. Kultura je eno izmed tistih področij, ki je decentralizirana, že zgodovinsko zaradi razvoja knjižnic, ljubiteljske kulture in tako naprej. Največji javni zavod na področju kulture je v Mariboru, to je SNG Maribor. V našem mandatu pa smo mi res veliko delali na tem, da še bolj decentraliziramo kulturo, tako iz vidika sredstev, obnov recimo, dediščine, pa tudi dostopnosti in razvoja občinstva. Namreč kultura je en tisti most, ki lahko tudi pomaga pri socialni vključenosti, prečenju razrednih razlik, pri recimo tudi pri kulturnih razlikah in je eno tako mehko sredstvo, ki nas potem povezuje in nudi eno stopnico med različnimi ali pa na videz različnimi nepovezljivimi stvarmi, med ljudmi iz različnih okolij. In zato smo na tem res zelo veliko delali in še enkrat sem zelo vesela, da sta obe občini našli posluh, videli prednost v tem, kajti ples je pa sploh ena taka univerzalna govorica. Kulturna, nagovarja vse, brez besed, z gibom in mislim, da bo to tukaj našlo dobro mesto in tudi, da verjamem, da so pomisleki vedno so pri taki stvari in tudi prav, da se razvije demokratična razprava, ampak verjamem, da bo to uspešen projekt, ki bo na koncu vsem veselje. Mogoče še to, kako kot ministrica komentirate ali pa odgovarjate na očitke, predvsem iz vrst največje opozicijske stranke, da si nekako z ustanovitvijo tega zavoda želite zagotoviti direktorsko mesto, recimo v naslednjem mandatu, če ne boste več na funkciji ministrice? Okay. Teh očitkov nisem poznala, ampak v redu. Mogoče verjamem, da so prebrali tudi mestni svetniki vsi ustanovitveni akt, kjer notri jasno piše, da minister imenuje direktorja.
tako da to verjetno pove vse, potrdita ga pa potem še oba mestna sveta. Ja, zdaj 5. januarja, takoj po novem letu, torej bo ta izredna seja tudi v neposrednem prenosu na naši televiziji. Zdaj, kaj odločitev ali pozitivna ali negativna seveda pomeni za nadaljne aktivnosti glede ustanovitve tega zavoda? Jaz verjamem, da bo pozitivna odločitev, namreč ne predstavljam si, da bi tudi kot mestni, tudi sama sem bila mestna svetnica nekoč, da bi mestni svetnik nase lahko prevzel ali pa svetniška skupina odgovornost za to, da ne bo počrpano 4 milijone evropskih kohezijskih sredstev, da ne bi v svoj kraj, mesto pripeljal novega javnega zavoda, ki ima tako velik budžet plus budžet integralnega ministrstva, možnost novih zaposlitev in hkrati spodbujanja in razvoja že obstoječega in pa naprej. Seveda pa to pomeni tudi potencial za lokalni, regionalni, nacionalni turizem, kajti predstave privabljajo ljudi. Tukaj ideja je seveda tukaj, da se na dolgi rok ustanovijo rezidence, da se pač tukaj ustvari tudi neka še večja, bolj povezana skupnost, tako da se mi zdi to vseeno prevelika odgovornost, da bi zgolj morda iz nekega političnega nasprotovanja nekdo svojemu mestu odrekel možnost razvoja na področju sodobnega plesa, pa konec koncev tudi turizma in gospodarstva. Se pravi, če bo 5. januarja prižgana zelena luč, kaj bodo potem naslednji koraki do trenutka, da bo zavod tudi v praksi začel delovati in kdaj naj bi se to zgodilo? Ja, potem bomo seveda na Ministrstvu za kulturo zagnali vse nadaljne aktivnosti, tudi v Novi Gorici bomo potem vzporedno s tem dali, najprej mora biti svet zavoda, potem se imenuje v.d. direktorja, da razpis za direktorsko mesto in pa začne z pripravo pravilnikov, finančnih dokumentov in pa odločbo o financiranju in potem je zavod sprejet in lahko začne s delom. Se pravi, to je verjetno še v prvi polovici prihodnjega leta? To, če bo potrjeno, je začetku januarja, mora biti vse to v prvem mesecu, se pravi februarja začne s delom. Ja, seveda bomo dogajanje spremljali tudi v naših informativnih oddajah in pa kot že rečeno v neposrednem prenosu izredne seje, ki bo 5. januarja začetkom ob 15. uri. Naslednja tema, ki se jo želimo malce dotakniti, je nov medijski zakon, na katerega smo tudi čakali zelo dolgo, pa predvsem iz perspektive lokalnih oziroma regionalnih medijev. V Savinjski statistični regiji imamo 2 televizijska programa posebnega pomena in pa kar nekaj radijskih. Kaj zdaj ta nova zakonodaja, predvsem iz tega njihovega zornega kota, pomeni za njihovo nadaljne delovanje? Ja, mi smo pri pisanju medijske zakonodaje zelo veliko sodelovali spet preko javnih razprav, posvetov in pa na Ministrstvu za kulturo tudi z vsem prebrali, preštudirali in se pogovarjali o vseh pripombah, idejah, pa tudi problemih, ki jih medijska krajina v Sloveniji seveda ima. Medijski zakon smo, upam, predvsem želeli napisati na ta način in mislim, da nam je tudi uspelo, kjer smo vse interese različne, tukaj pač se je treba zavedati, da na eni strani jasno so interesi novinarstva, avtonomije novinarstva, uredništev, potem tudi gledalcev, občinstev, pa medijskih hiš, torej tukaj pa imamo radijske, televizijske in pa časopisne hiše, kateri nimajo vsi enako želje, pa operaterji in tako naprej. Skratka, mi smo konstruktivno vso to debato vodili, moram reči, da sem zelo vesela prav za vse pogovore in za vsako pripombo, idejo, priporočilo, v katero smer naj gremo, ker skupaj nam je uspelo ustvariti en sodoben zakon, en mogoče celo najsodobnejših trenutno v Evropi, ki upošteva tudi vso evropsko zakonodajo na tem področju. Zavedali pa smo se jasno že pred tem, da en glavnih problemov so tudi sredstva, zlasti pri programih posebnega pomena, kot ste sami rekli, in čeprav je bilo že prej napisano v zakonu nekako tako, da bi morali dobiti več sredstev, se to ni nikoli zgodilo.
Mi pa smo že na letošnji razpis dali 1 milijon sredstev več in končno imamo 3%, se pravi več kot 3 milijone, 3% zbranega RTV prispevka samo za programe posebnega pomena. Jaz sem sama res, pa tudi cela ekipa na ministrstvu in naša stranka smo veliki zagovorniki regionalizacije, decentralizacije in pa tudi podpore lokalnim in regionalnim medijem. In zato je bila ena izmed naših velikih želj, da tukaj okrepimo ta del, ne samo finančno, ampak tudi na področju zakonodaje. Finančno mislim, da nam je uspelo, seveda se še da, ampak tukaj nekako smo zvečali ta razpis za 1 milijon evrov, kar ni malo. Po drugi strani pa se je potrebno zavedati, namreč pomen regionalnih medijev je večji od same regije. Namreč pri regionalnih in lokalnih medijih gre za tisto osnovno načelo demokracije, ki nam omogoča dostop do informacij. In to do raznolikih informacij, se pravi tudi do informacij do svojega lastnega okolja. Tudi o tistih temah, ki mogoče veliki nacionalni mediji ne bojo poročali, pa ne zato, ker ne bi bili pomembni, ampak zaradi tega, ker enostavno imajo preveč. In vsak človek, pa ne samo vreme, prej smo govorila malo o Celjski koči, pogledaš v regionalni medij, a je odprta ali ni, ali dela drsališče, pogledaš na spletno stran in tako naprej. In to se pokaže tudi vedno, kadar so recimo nažalost kakšne katastrofe, krize. To je bilo v covidu, smo vedno gledali svoje medije tu okoli, pa ko so bile 2023 poplave, točno to, kje so ceste prevozne, kje niso, ko sneži, in zato je to potrebno podpreti. Ali bi človek rekel, tako ko se včasih znajdem kdaj v kakšni debati, ok, se nič ne rabimo, se imamo spletne portale, ne rabimo več časopisov, ne rabimo tega, ne rabimo onga. Mogoče se nam tako zdi, sploh komu, ki spremlja bolj ali manj vse iz socialnih omrežij, ampak dostop do preverjenih, verodostojnih informacij, ki jim mi zaupamo, to pa ni kar neki, to zaupanje se pa gradi in to ne more nikoli nadomestiti nobeno socialno omrežje. Je pa res, da je na nas vseh skupaj, torej tako Ministrstvo za kulturo, odgovornem za medijem, kot tudi v medijih, kot javnosti, kjer pač seveda tudi delamo z vsemi, da krepimo pa medijsko kulturo, bralno kulturo, zato da se ljudje obračajo sem in da lahko in da vejo, kje so tiste prave informacije. Ne samo, kadar pride do neke krize, ampak vsak dan. In tako se v demokratični družbi potem lahko vsi posamezniki tudi sami odgovorno lahko odločamo. In zaradi tega smo res sodelovali tudi s samimi občinami, tudi glede občinskih glasil, ki so prav tako pomembna. In še enkrat moram reči, da je bila ta cel proces pisanja medijskega zakona, ki ni bil enostaven, zato tudi verjetno 20 let se ni nič spremenil na tem področju, zahteven, zelo poučen in tudi zelo konstruktiven iz vseh strani. Omenili ste financiranje, zdaj, če se kar na to navežem, zdaj je odprt tudi že razpis za leto 2026, tudi za programe posebnega pomena, ki je sicer še enoleten, v prihodnosti pa naj bi ti razpisi se spremenili na večletne, takšne so bile informacije, to drži. Sheme bodo večletne, sheme za pomoči medijem, ta razpis pa je za enkrat še enoleten, namreč ti razpisi se morajo vsi tudi prijaviti Evropski komisiji in v tej fazi, tako ko so prijavljeni, gre za enoleten, za programski razpis namenjen enoletnemu, ampak imamo pa sedaj prvič z zakonom zvišana sredstva. Tako da, razen če bo kdo kršil zakon, manj, kot smo sedaj uzakonili, mi smo dali to res že eno leto prej, tudi brez sprejetega zakona, sedaj je že drugič ta zvišen, ampak prav je, po mojem, itak se morajo sredstva vedno krepiti za medije, za kulturo, za umetnost, da gremo še naprej, ampak manj in odvzeti pa ne bi smel nihče več, razen če bi želeli spreminjati zakon, ampak upam, da ne na tem področju.
Smo pa, no, mogoče sem še to, za medije naredili kar nekaj drugih še razpisov, tako odprli smo novinarjem druge razpise, rezidence in tako naprej. Sedaj smo tudi zaključili razpis za umetnostno kritiko, ki je namenjen v bistvu posameznikom, umetnostnim kritikom, ki potem lahko dobijo sofinanciranje, tudi kadar imajo to objavljeno v medijih. Je zelo uspešno, tudi na Savinjskem smo imeli kar nekaj prijav. Vlada je sprejela tudi uredbo o podrobnejši določitvi pogojev in meril za dodeljevanje državnih finančnih pomoči medijev in zdaj prva dva razpisa naj bi bila kmalu v začetku leta. Komu bosta pravzaprav namenjena in kaj bosta sofinancirala? Gre za tako imenovane sheme, ki so, torej te sheme, ki smo jih dali v zakon, gospodarsko pomoč medijem, česar do zdaj ni bilo. To je bilo tudi eden izmed teh ključnih stvari, zakaj smo pravzaprav medijski zakon šli tako zelo celostno prenavljati. Namreč, do zdaj več kot 30 letih ni bilo nobene tovrstne gospodarske pomoči medijem. Ja, mogoče v 90-ih ni bila niti potrebna, potem, ko se je pa to pojavilo z zakonom, ki je zdaj veljal več kot 20 let, pa to ni omogočalo. Prav tako gospodarstvo, na Ministrstvu za gospodarstvo nekako ni bilo možnosti ali pa kakorkoli že interesa, da bi se pomagali medijem iz tiste strani. Zato smo mi se odločili, da bomo zakon celostno prenovili. Poleg programskega omenjenega razpisa smo dali sheme noter. Sheme pa pomenijo, mi smo jih razdelili na 3 faze. Ena je distribucija za časopise. Vemo, da je to danes zelo pomembno, da tudi imajo ene sosednje države že to. Potem imamo kajti, če dobiš čez 3 dni časopis, ti pravzaprav nič več ne koristi, namreč gre vendarle za aktualne zadeve. Potem financiranje zaposlitev, sofinanciranje zaposlitev v medijskih hišah. To je zelo pomembno, predvsem zaradi tega, ker gre za nove zaposlitve in za to, da se medijske hiše krepijo s tistimi poklici, ki je sama presodi hiša. Tu ne bo ministrstvo diktiralo ničesar. In pa za prehod na digitalno, torej za recimo tako imenovano subvencioniranje recimo naročnin in tega. Zdaj, uredba je zgolj podlaga za razpise, ki bojo pripravljeni pa še konec naslednjega meseca. Za konec pa mogoče še o vlaganjih v infrastrukturo, v kulturno dediščino, glede na to, da je konec leta, pa tudi mandat gre počasi k koncu. Mogoče pravi trenutek, da tudi na tem področju, predvsem iz vidika spet Savinjske statistične regije, poveste, kakšna so tu bila vlaganja in mogoče tisti nekateri največji projekti, na katere ste še posebej ponosni, da ste jih uspeli realizirati v tem mandatu. Ja, jaz moram reči, da sem zelo, zelo ponosna na vse investicije, ki smo jih uspeli skupaj narediti na Ministrstvu za kulturo. Število investicij se je v našem mandatu podvojilo. Ves čas jih nekako od začetka leta 2023 vodimo, bi rekla, okoli 60, s tem, da se nekatere so si že zaključile, nekatere se zaključujejo, ves čas odpiramo pa nove. In to je tudi eden izmed tistih ključnih principov, kako prideti in krepiti decentralizacijo. Namreč prenova ene stavbe, gradu, kulturne dediščine ni zgolj to, ni zgolj prenova zidovja, ampak predvsem je tukaj pomembna vsebina. Bodi si že obstoječa, zavodi, ki so že notri, društva, javna infrastruktura, ki znotraj že deluje, ali pa nova, torej tisto, kar neka lokalna skupnost potrebuje. Hkrati je moje osebno prepričanje, da najboljši upravljalec kulturne dediščine je ravno lokalna skupnost. Lokalna skupnost je vedno tista, ki najbolj ve, kdo so njeni obiskovalci, kaj pravzaprav okolje potrebuje, hkrati pa tudi, če gre nekaj narobe, bo tista, ki bo prva videla, popravila, zrihtala, se angažirala za to, da bojo stvari stale. In iz tega vidika je kulturna dediščina najboljša in najbolj se ohranila takrat, ko se uporablja. Prenovljene, lepe, bleščeče fasade, ki so zaprte za javnost, ne pomenijo nič. Kot prvo bojo prej popadle in kot drugo nimajo osnovne vloge, ki jo morajo imeti. To je, da s preteklostjo nagovarjamo sedanjost in jo ohranjamo za
prihodnost. In zaradi tega smo v tem mandatu tudi, na kar sem tudi ponosna, uspeli pravzaprav ne samo končati neke čist popolnoma zastale projekte, ampak tudi dati ene stvari v upravljanje lokalnih skupnosti. Tu še nismo končali, imamo pred nami še ne par projektov, Pišetce, pa tudi snežiške pristave in tako naprej, ko bomo dali v bistvu ključe lokalnim zavodom, da to upravljajo. Na savinjski, celjski ali pa tej štajerski naši regiji pa, kot vemo, je zgodovinsko zelo veliko kulturne dediščine, pomembne kulturne dediščine in tudi na razpisih vseh, ki imamo, je ta zelo, zelo uspešna. Ponosna sem, jaz, ki prihajam iz Kozjanskega, da obnavljamo že drugič na razpisu, to pomeni, vsak izmed teh gradov je dobil več kot 2 milijona, torej Jelšingrad v Šmarju, grad Podčetrtek pa grad Podsreda, vse trije so zdaj že v drugi fazi, super sodelujemo z občinami, odlični projekti in Podčetrtek in Podsreda sta bile še par let nazaj ne samo nedostopna javnosti, ampak tudi zasebni lasti, a ne? In tu je tudi ta pogum občine pravzaprav, da se odloči in reče, evo, to bom jaz skupil za svoje ljudi, ker je to pomembno za našo skupno zgodovino in da tudi naši otroci vidijo, kaj imamo. Valjda mi je pri srcu tudi prenova Ipavčeve hiše v Šentjurju, pa stare grofije v Celju, to mislim, da bo izvrsten projekt. Skupaj smo z muzejem novejše zgodovine zaključili Pelikanovo hišo. To je unikum, bi rekla, kar tudi v srednjeevropskem prostoru, da imamo mi tak fotografski atelje ohranjen in del muzeja posvečen temu. Všeč mi je, da se prenavljajo in da so se tudi občine pa lokalne skupnosti odločile, da grejo v prenove spominskih hiš, pomembnih posameznikov, družin, kot rečeno Ipavčeva hiša, Pelikan, pa v bližini je Vransko, Šventnarjeva hiša, pa tudi drugje po Sloveniji, od Miško Kranjca do Otona Župančiča. Država pa prenavlja tudi Prešernovo rojstno hišo v Vrbinu, ki mislim, da bo odprta že letos 8. februarja. In vsi ti projekti skupaj nanesejo več kot le eno posamezno prenovo. Skupaj pravzaprav se spreminja kulturna dediščinska krajina Slovenije in zdaj je bil pravi čas za to, da smo se za to odločili in zato smo temu mandatu tudi posvetili temu toliko pozornosti. Seveda tudi sama prihajam iz tega področja kot umetnostna zgodovinarka, ampak tudi zato, ker mislim, da je vendarle nas pandemija covida nekaj naučila. In naučila nas je to, da ne rabimo iti čez pol sveta ali pa hrepeneti zgolj po nekih tujih, oddaljenih, eksotičnih krajih, ampak da če se obrnemo okoli sebe, imamo neverjetne biserje, ki jih pravzaprav sploh ne poznamo. In začeli smo odkrivati svojo okolico, svojo zgodovino, tudi kulinariko, športne, rekreativne dejavnosti, lepoto naših krajev, bi lahko rekla, in turistični obisk, ta lokalni se je povečal po celi Sloveniji in mislim, da bomo s temi prenovami omogočili tega še več in bolj, ko se zavedamo tega, kar smo imeli, kdo smo, lažje tudi gradimo neko skupnost za naprej. Imate ali pa ima ministrstvo oziroma država sredstva pripravljena tudi za prihodnje obdobje za podobne obnove? Vemo, da občine verjetno same tu bi težko poskrbele za prenove in tudi sicer za vzdrževanje te številčne kulturne dediščine. Ja, vsekakor je to za občine prevelik zalogaj. Tukaj na Ministrstvu za kulturo so razpisi, recimo te manjši, do 200 tisoč evrov, ker govorimo o manjših prenovah oziroma popravilih in ti so dvoletni razpisi, pa potem ti večji, ki sta bila v našem mandatu 2 v višini 15 milijonov evrov. Zdaj, kar se mene tiče za prihodnost, absolutno bomo na Ministrstvu za kulturo namenjali in pa sama se bom vedno zavzemala za to in našla sredstva v proračunu tudi za naprej.
taki razpisi, 2 sta bila v našem mandatu, predtem pa jih ni bilo takih razpisov 15 let, a ne, tako velikih, in menim, da bi mogla biti vsaj na 2-3 leta taki veliki razpisi namenjeni občinam. In s tem bi v 10 letih mi res nekaj spremenili. Vsi ti, a ne, prenove, ki smo jih govorili, te dediščine, imajo tudi ključno stvar in to je dostopnost. Namreč vemo, da je mnoga dediščina nedostopna tudi gibalno oviranim, senzorno oviranim in vsi ti projekti imajo to že vključeno. Ob prenovi dodajo še to, a ne? In to se mi zdi silno pomembno. Recimo enako prenavljamo tudi Velenjski grad zdaj. Ja, kar sama bom na Ministrstvu za kulturo poskrbela, da se bo to naprej še izvajalo. Tudi moram reči, da smo imeli z župani veliko srečanj na področju ravno teh priprave razpisov in skupaj z njimi marsikaj izboljšali, zato da so se lažje prijavili, da smo kakšne birokratske stvari tudi precej zmanjšali, zato da smo videli, kar pravzaprav občine tu potrebujejo, ker samo s sodelovanjem lahko pridemo do najboljših rezultatov. In jaz razumem vlogo države, ministrstva, ki ga vodim, tako da nudi podlago in pa infrastrukturo, zato da potem občine lahko dobro in pa lokalno skupnost deluje. Naj bo to sodobni ples, kulturna dediščina, stara grofija, gre predvsem za to, da pride kultura do ljudi in da je dostopna prav vsem. Glede na to, da smo tik pred vstopom v novo leto, mogoče za konec še nekaj vaših želja vsem tistim, ki so tako ali drugače povezani s kulturo za leto, ki prihaja za leto 2026. Ja, jaz želim vsem gledalkam in gledalcem predvsem mirno in solidarno leto 2026. Želim si, da bi vsi skupaj lahko živeli v skupnosti, ki bo spoštovala drug drugega, spoštovala naravo, sočloveka in želim vam seveda, da bi tudi v kulturi in umetnosti našli nekaj časa za razvedrilo, zabavo, pa tudi refleksijo današnjega sveta. Naj bo mirno in srečno. Gospa ministrica, hvala za obisk, vse dobro in uspešno delo tudi v letu 2026. Drage gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost, lepe praznike voščim in nasvidenje v naši oddaji Poglobljeno tudi v prihodnjem letu 2026. Lepo se imejte in nasvidenje.